Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Ste pripravljeni na novo dogodivščino z nama s Timom? Katero prebereva danes, Tim? Naslov pravljice se glasi Kozarec poln ljubezni. Pa začnimo. Zunaj sije sonce, ptički in črički pa prepevajo čudovite pesmi. Lisjaček in psiček se igrata na gozdni jasi. Poglej, kaj sem našel, je rekel psiček. Prazen kozarec. Je rekel lisjaček. Kaj bo že z njim? To ni navaden kozarec, je rekel psiček. To je kozarec poln ljubezni. Lisjaček je vzel kozarec, si ga ogledoval z vseh strani in ga stresal. Pozorno je poslušal. Ničesar ni slišal. V njem ni bilo ničesar. Prazen je rekel razočarano. To je kozarec poln ničesar. Kozarec poln ničesar? Nikakor, je rekel psiček. Poglej, vanj bom dal nekaj lepega. Potem je vzel list papirja in svinčnik. Na prvi list je napisal: Lisjaček je moj najboljši prijatelj. Kako lepo. Je zavzdihnil lisjaček. Psiček je odvil pokrov in dal list v kozarec. Zdaj si pa ti na vrsti, je rekel in svinčnik ter list izročil lisjačku. Že vem, Je veselo rekel lisjaček. rad imam psička. Tako prisrčen Je napisal. Tudi ta list je šel v kozarec. Če vsi napišemo nekaj lepega, bomo imeli kmalu kozarec poln ljubezni. Kmalu so vse živali v gozdu izvedele za kozarec poln ljubezni. Sova, zajec, opica, žirafa, slon in medved. Vsi so napisali nekaj lepega drug o drugem. Tako je bil kozarec napolnjen z lepimi besedami. Toda nekega jutra je kozarec izginil. Kar tako ni ga bilo več. Kako je to mogoče? Je zastokal psiček. Kdo bi ga lahko vzel? Kje je naš kozarec poln ljubezni? Živali so ga iskale vse povsod. Za drevesi, pod vejami, med grmovjem, pod skalami. Toda naj so še tako iskale, kozarca niso našle. Kaj bomo storili? Je zajokal lisjaček. Vse tiste lepe besede so izginile zavedno. Psiček ga je prijel za tačko. Niso izginile, je rekel. Kozarec je izginil in vsi lističi v njem so izginili. Toda prelepe besede so ostale. Še vedno jih nosimo s seboj. Jaz, ti in mi vsi. Ker vseh izrečenih besed ne bomo nikoli pozabili, kaj ne? Lisjaček si je obrisal solze. Ne, Je zavzdihnil. tistih besed ne bom nikoli pozabil. No, je odločno rekel psiček. Potem si bomo večkrat povedali kaj lepega. Živali so legle na gozdna tla. Potem so si izmenjaje izrekale lepe besede. Lisjaček je moj najboljši prijatelj. Rad imam psička. Tako prisrčen je. In tako je vsak o drugem povedal nekaj lepega. In nihče ni pozabil izrečenih besed. Kaj pa me tri? So tedaj zaslišali droben glas. Nič lepega o nas? Psiček in lisjaček sta presenečeno poskočila. Seveda. Sta se zasmejala. Majhne ste, a nadvse simpatične, je rekel psiček. Videti ste nadvse zabavne. Je rekel lisjaček. Sova jim je rekla, da so iznajdljive. Zajec, da bi bilo brez njih dolgočasno. Opica, da so prijetne. Žirafa, da so prikupne in medved, da so pametne. Toda slon je rekel: zoprne ste. Nenadoma je nastala popolna tišina. Ptice in črički so prenehali peti.
Ne, je ogorčeno vzkliknil psiček. Samo lepe besede smemo izreči. Kar poglej, je jezno rekel slon. Ukradle so kozarec poln ljubezni. Torej, le niso tako ljubke in pametne. Ampak, so zastokale miške. Za nas ni nihče napisal lepega sporočila in ga dal v kozarec. Psiček je vzel list papirja in svinčnik. Napisal je vse tiste lepe besede, ki so jih živali pravkar izrekle v miškah. Samo slonovega sporočila ni napisal. Kako vesele so bile miške. Tega ne bomo nikoli več storile, so rekle. Obljubimo. Dobro poslušate z ušesi, je zamomljal slon, s čudovitimi ušesi. Psiček je hitro zapisal. Čudovita ušesa. Potem pa je lisjaček list položil v kozarec, poln ljubezni. Pa sva še eno pravljico prebrala, čisto do konca. Mami, kaj nam pa ta pravljica sporoča? Tale pa pravi, da imajo besede veliko moč. Lepe razveselijo, grde pa lahko zelo zabolijo. Naj vse nas tale zgodba spodbudi k temu, da v drugih iščemo dobre stvari in da pohvalimo lastnosti, ki se nam zdijo občudovanja vredne. Timčo, bova otrokom zaželela lahko noč, tako kot midva to znava? No pa dejva. Hitro, hitro, oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, naju pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje.